počakaj še 3 dni, mogoče se začnejo bakterije spraševati o obstoju in pride do prvega popada civilizacije, potem pa prva svetovna vojna na Ikejnem krožniku. Morda si to posodo želimo kot nek eksperiment, performance, postmoderna dekompozicija civilizacije. Če boš še enkrat začel filozofirati, da upraviči svoje lenovo, bom tole gobico podarila tvojemu obrazu. Hej guys, dobrodošli nazaj v moj vajtejlog. Danes čistimo stanovanje, ker surprise, pijema žični zlom. Love you girl. Lahko ti dam hashtag nervous breakdown clans. Lahko daš hashtag odpoved kolektivnemu življenju. To bi bil dober naslov za knjigo. OMG, Zenja napisala, Pia je legit relatable queen. Mislim, a ni to lepo? Peace, Zenja. Vprašanje, a je normalno, da Lieferando zahteva e-kart številko? Ne, Erik, ne boš si v napačni aplikaciji. Spet. In ti boš kao enkrat programer. Ali pa vsakmu personalizirano pico peče država? Ali pa Rusi in Severnokorejci, prisluškovalna ruska pica. Zdravstvuj, vi naročili ste pico na Lieferando aplikacijo. Хорошо? Okay, Erik, daj mi sem tvoj telefon. Ti si tak old school za geeka. Pa, vse še nisi naročil, ali? Hej, surprise! Mami rekla, da si lahko vključimo to mestno izkušnjo. In glejte, tukaj so. Pa, Nika, misliš, da sem da prideš šele v soboto? Rekla sem, da verjetno, da lahko pridem v soboto. Nikoli pa nisem rekla, da bi dobro si prišla v soboto. To je velika razlika. Oči me zjutraj pripeljal, bila sem že na kavi kot ena prava turistka s kovčkom. Wow, tukaj smo ljudi pa po kopadu in indijski hrani. Namaste. Dobrodošla v postkapitalistični skupnosti. Sobe ni, ampak lahko spiš na kavču, če preživiš bakterije in pršice. Na tistem krožniku bo pa zdaj zel spremagal titane, tako bolje, da se ga izogibaš. Ni panike, sem navajena. Zadnjič smo pri bratovih frendih v eni kleti gledali Rick and Morty do 3 zjutraj. Škatle od dostave so bile do stropa. Mislim, da bom preživela. To bo top. Dobimo mlado, surovo perspektivo generacije Alfa. Gen Z, pripravite se. Prihaja nadgradnja. Huda si, frenica. To pomeni še eno oseba, ki mi bo jedla rogličke in ostanke kebaba. To pomeni, da ste še en korak bližje, da izgorim. Zdravo, sestrica. A si zbežala pred mamo? Ne. A ti je kaj rekla glede mojega povišanja žepnine? Tvoje ali moje? Jaz sem zdaj 16. To pomeni, da grem za 50 evra. Saj veš, nove obveznosti, novi stroški. Praktično sem odrasla. Ja, zelo nas zanima tvoja žepnina. Pozabi, itak že jaz pišem. Pozdravijo, povej, da sem danes uspela. Kaj me je prosila? 2 sestri, čisto različni. Kako je to mogoče? Dejstvo je, da je to posledica dobre vzgoje. Vsak karakter se po svoje razvije. Ja, neko ti, ki so te vzgajali anime. Hej guys, ravno sem čistila svojo sobo. Vem, šok, a ne? Tokrat je pa šlo res nekako lažje in potem sem ugotovila, zakaj. Uporabila sem novi Wish-Wash lavendel. Ne, to ni product placement. Prisežem, samo ful dober produkt in mi res leži na srcu. Znamka mi je pa vseeno poslala kodo za popust. Zoja 1. Tako da, kupite in mi dajte feedback. Bye! Vpliv skupnostnega bivanja na psihosocialno dinamiko med mladimi odrasli.
ali bolj realno. Zakaj Erik še vedno misli, da je WC papir stvar prepričanja, ne prakse? Dejstvo. Poglej pol sveta. Vsi se umivajo, pač nimamo bideja. Hej, a je tole še uporabno? Kako veš, če domače nima roka trajanja napisanega? A kljukota? Se mi zdi, da kljukota. Če se ne premika samo od sebe, potem je užitno. Če pa začne klokodakat ali piskat, potem pa rajši pusti pri njih. Tako presujam tudi svoj diplomsko nalogo. Če se ne premika nikamo, ni za oddati. Rabi suho zori, kot dobra govedina. Me pa tvoje vprašanje spomina vprašanje, če bila prej kura ali jajce. Jajce, ker jajca so obstajala milijone let pred kurami. Če bi bil prej Erik, jajc in kur ne bi bilo več. Dejstvo. Od lakote letno umre 9 milijonov ljudi, od vojn pa 250 tisoč. To je slabe 3%. Ti kalkulator, ti. Hvala za te uporaben podatek. Prosim. Ok, jaz sem danes vaša zasebna šefinja. Povejte mi, dragi začasni cimri, kaj si želite za zajtrk? Waflje, šnite, palačinke. Mami mi je spakirala ful jajc od sosede. Lahko naredim ene Instagrammable ex Benedikt Solanska omakal. A bi ti bila moj mentor, jaz pa pomijem posodo v roku enega tedna. A si to res ti rekel? Medtem, ko si jo gledal v oči, kot normalen človek. To je bil Erikov prvi poskus človeškega stika. Prvič letos je samec pokazal zanimanje za sočloveka oziroma sočlovekinjo. Kažne jasne znake zanimanja, ko je ena roka bolj dvignjena od druge in rahlo miga z ušesi. Ne prekinjamo ga, da se samec ne ustraši. Ma, Luka, ne. Erik, lahko se pogovarja z mojo sestrico. Ok, resno vprašanje. Zakaj je v kopalnici 4 ljudi, 10 ščetk in ena od njih zgleda, kot da je preživela vojno in izgubila? Shit, res težko vas bo zapustiti. A ta mesec si še do konca? Bom videla, imam še skoraj spakirano. Ok, resno, čigava je ta ščetka? Moja je odobi, pa tudi WC papir imam. Naučila sem se, da odrasli niso zanesljiv vir klopapirja. Toaletni papir je kot resnica. Vsi jo hočejo, a nihče ne priskrbi. Ali pa kot kapitalizem. Ne deš ga samo pri tistim, ki ga ima že preveč. Kot med korono. A boš ti danes še kaj naredil? Razen, da boš imel knjigo za blazino. Ma, daj pomilici. Ali pa saj za sabo pospravi. Razmišljal sem o eseju z naslovom Ljubezen v času naročnin. Kako je ljubezensko razmerje odvisno od naročnine na Netflixu, Apple TV-ju, Disney Plusu. Pol eseja imam že napisanega. V moji glavi. To zveni kot zanimiv podcast. A veš, nekakšna raziskava o tem, koliko razmer preživile zaradi njegovih naročnin in katere platforme se poslužuje največ parov na prvem poskusu situationshipa. Jaz bi raje naredila raziskavo o tem, koliko parov gre na razen, ker so tipi enostavno eni pujsi. Lukas moj že 3 dni ni umil zob. Kaj? Jaz? Ja, ti. Prav opazujem tisto tvojo črno ščetko, ki vsak dan vedno postane bolj suha. Včasih jo kar malo zmočim, ker je mi zaradi ostalih nerodno. Moja ščetka je na dieti. Nič paste, nič vode. Tak, dry fasting. Veš kaj, včasih gre s tvojim beforami enostavno predaleč in si ogaben. Najraje bi ti to ščetko kar vtaknila. Kaj pa, če naredimo ta ten clinic challenge? Vsak dan naredim en polsukupo in potem vi reagirate. Smeti je enako smrtko, pomivanje je enako kapljica, sesanje je enako metla in pospravljanje je enako kavč, taka mini tekma.
Jaz moram itak počistiti za sabo. Z veseljem. Ma, dodajmo še QR-kodo za prijavo v peku. Doma imamo sistem točk za hišna pravila. 5 točk je 10 minut na telefonu. Bi tudi vi to poskusili? A ti imaš še vedno omejitev za telefon? A misliš, da je že malo prestara? Ma, oče posluša en podcast, da lahko otrok šele po 18 letu dobi popolna avtonomijo na telefonu. In zdaj si pogajava, da pri 16, kaj že čez 2 meseca? Jaz sem danes bil 10 minut brez interneta. Zdi se mi, da je en del mene umrl. Sem postal čisto paničen in na to depresiven. Začel sem razmišljati, da bi šel ven na sprehod. Tam, kjer so resnični ljudje, ki te gledajo in hočejo, da jim daš fake nasmeh. Fuck. Temu se v filozofiji reče etični egoizem. Sicer je to etična normativna teorija, ki trdi, da bi moral vsak posameznik ravnati v svojem najboljšem interesu. Če imam torej jaz interes, da nima nobenega interesa. Nič. Whatever, Luka. Jaz samo nočem spet pobirat tujih hlačk po kopalnici. Bile so moje. In zato niso tuje. Domače so. Če jih pustim v skupnem prostoru, so skupnostne. Lahko jih obdržiš, imam še ene. Včasih res ne vem, ali študiram psihologijo, ali izvajam psihološki poskus nad sabo seboj. Kje je etična komisija v tem mojem eksperimentu? Nekdo te kliče? A se boš krijavila? Neznana številka, sploh ni bica. Na koncu je 6-7. 6-7! Neznanci, zakaj te kličejo? A ne znajo tipkat? Kaj pa boš rekla? Še vedno zvoni. Janica moram. A greš lahko prosim ven s tem zvonečim telefonom? V stres me spravlja. Kaj slabo mi je? Okej, miru si. Javila se bom. Hallo? Ja. Hvala. Bastje, ta klic se nikoli ne bo več končal. O moj Bog, še vedno traja. Aha. Ja, a mi lahko pošljete po mailu? A osebno? Tja moram. Ja, kje pa je to? Okej. Adio. Vam tudi. Kaj narobe, Pia? Kaj se zgodilo? A je bica okej? Moramo iz stanovanja. A gori? Na banko moram. A fizično? Ti osebno? A kmalu? Ne vem, nisem vprašala. A pa bo šla? Ja, moram. Ampak ne še zdaj. Okay. Potem pa se malo usedi in se spusti. Boah. Ja, Veste kaj? Radimo nekaj radikalnega. Brez ekranov, brez telefona,
En dan. Ali govoriš o digitalnem detoksu? A to vključuje dejanski pogovor in gledanje v oči? Ja, pogledali bomo vase. Jaz sem naredila kablok o tem. Ma pa sam 5, ne, 6 ur. In kdor prvi poseže po telefonu, čisti stanovanje cel teden. Posodo, WC, sesanje, vse. Ok? Ampak to ni fair, to je moja služba. Pa sam 6 ur. 6 ur? 6 ur, zmenjeno. Ampak jaz ne šlijem. Sem mladoletna in nisem odgovorna zase. Jaz bom sodnica. Da, mama, za vse je isto. Če si tukaj, si z nami. Dajmo telefone v škatlo. Mika. Daj. Še drugi telefon. Pa ta je samo za vsak slučaj. Noter. Smartwatch tudi. To je za korake pa kalorije. Pa obvestila. Noter. Erik, laptop pa smartwatch tudi. Hey guys, oziroma bye guys. To ni prank, zapustila vas bom za 6 ur. Grozno, a ne? Ampak hočem, da veste, da ste najboljša fanpage na tem celem svetu. Hvala, da ste tu. Ne vem, kako bom preživela brez notifikacij in brez storijev. Kaj pa, če pozabim gesto za telefon? Zoja, še tretji telefon. Moram iti. Minut. Smo še živi. Moja roka drži. Kot da bi mi nekdo vzel dušo. Del mene manjka. Prihajajo ker neki spomini iz otroštva. A veste, da ima moj dedi motor. Vsak dan me je vozil z motorem po vasi brez čelade. Šla sva k enemu avtomehaniku, ki ni imel zub in je skozi samo jajca jedel. Samo odsvrta jajca. In pivo. Tako so se verjetno počutili menihi v samostanih. Ampak oni so imeli vino in vero. Mi imamo pa vodo iz pipe in zlomljene ideale. Meni je super.
recimo, Erik ima kodečke, ki jih nikoli ne počese. Fascinantno. Kot da nikogar španil. Kako ima policija? To ni zanemarjenost. To je user-generated chaos. Ta frizura je statement. Statement za koga? Za tvoje. Aj prijatelje. A je mogoče, da iz tistega krožnika prihaja nek zvok? Se mi zdi, da brni. A plesen brni? V glavi mi brni. Ja, to je to. Brni mi dobesedno. Ampak, saj to je bila ideja, da se pogovarjamo. Tako kot naši dedki in babice v ognju. Ogen? Kakšen ogen, kaj ti misliš, da je tvoja babica rojena v Južni Ameriki v 15. stoletju? Okrog ognja so vsi obrazi enako osvetljeni. Poetično, a? Vsi smo si enaki. Bratstvo, jedinstvo, Jugoslavija. Moj oče ima ful zgodb iz Jugoslavije, ko še ni bilo interneta. Čeprav je bil star 15, ko je bila 10-dnevna vojna, je že pri enih 20 nabijal ene špile na Atariju. On pa govori, kot da je sam obranil slovensko mejo. Moj dedi je peš hodil v šolo. Po leju hodil bos, pa še foto ga je pretepal cele dneve, če si njega vprašal za nagrado. Dedi sicer ne bolj prijazen, no trauma there, ampak moj foto pravi, da je ustrajno nabijal peš po 1 metru snega v šolo vsak dan na neki. Pa še julija je bilo meter snega, če si njega vprašal. Pa v obe smeri je bil klanec navzgor. Ja, tako pač je bilo v starih časih. Včasih se mi zdi, da sama sem. Mislim, da bo pregorela, umrla bom. Človek umira vse življenje, Heidegger. Vsi v bistvu že takoj po rojstvu začnemo umirati. Luka, a imaš ti mogoče filozofski Tourette sindrom? Včasih se mi zdi... Hej, lahko igramo eno družabno igro. Imam Uno, to sem dobil od enem giftbagu od mame. To je in real life igra? Ja, poudarek na real life, taka za v camp. Ja, gremo se Uno. Ali čutim nekakšno neka zavezništvo. Mini nerd revolucijo. To se mi zdi potencialno nevarno, njegovi možgani, njena samozavest. Ti si bolj problem, kaj govoriš o zavezništvu in smrti, kot da bi bil vrelec modrosti. On pa še kavbojk ne znaš obrati. Ok, vsak dobi 6 karte. Črne so posebne karte, ki prisilijo drugega, da kupijo skupa. In zmaga tisti, ki se kot prvi znebi vseh kart. Mislim, da vsi poznamo pravila enke. Veš, Erik, mi ostali smo socialna bitja, ki smo šla z osnovno šolo, z našo službo, 6 osnovno šolo. Kaj? Vse v redu, radi, da imamo. Enkrat torej, ok, na more sem vedno zmagala. Ok, najmlejši začne. Nika. Leče. Добре спалювання, Luka. Samo smislitem. Ti si najmlejša in najmanj sprana. Čestitke ta mala, zaslužiš si. Ok.
Vem, da sem rekla, da bom zdržala. Ampak, če naredim samo en story, digitalni detox survivor, to res obstaja. Gledala sem enega modela. To velja kot kršitev. Če objaviš ta detox, si padla. Ampak, če content o detoxu isto šteje. Ampak... Kar pritoži se svojim followerjem. Mislim, da začenjam halucinirati od pomankanja modre svetlobe. Kar ene pike vidim. Posod so ene packe. Može, da imam infarkt? Vi ste res zirani, pa čisto trezni. Ok, bom pa samo malo pisala dnevnik. App imam za dnevnik. Day one. Se bom dala na javni vod. Zoja! Samo notification. Nisem niti odprla aplikacije. Prisežem, da sem samo gledala. To je digitalna neodločnost. Spogledovanje z grehom. To je pogojni padec. To je, kot če si v postu poližeš po prstu, ko kuhaš. Vsi vemo, da si grešila. Zoja, po pravilih detoxa ti pripade pokora. Kakšna pokora? Smo zdaj tu v srednjem veku ali kaj? To pomeni gobica. In lonec izpod korita, ki ga nihče noče priznat. Metlica za WC, sesalnik. In mokra smrdljiva krpa. Ne bom pomivala za vami smrduhi. Raje zdaj že zdaj izsedim iz tega stanovanja. A dejno, Zojču, easy. Saj ni tako hudo. Kazen je pač kazen. Lahko narediš en story iz tega. Lahko pomivaš in zraven kaj poslušaš. Jaz to vedno. Če že grem dol, bom šla s eleganco. A smo mi ustanovili kult? Samo vprašam. Saj ste ga že imeli, samo zdaj resno deluje. Kar te ne ubije, te okrepi. Friedrich Nietzsche. Ti moj filozofski medvedek. I'm back, guys, in evo moje top tips how to survive a digital detox. Izkušen ene prave detox survivorke. Najprej odstrani aplikacije, ki te potegnejo vase. Razen seveda Day One aplikacija. Drugič, najdi offline rituale. Kot igrat Uno, journaling ali pa kuhati. In zadnjič, ne poskušaj vsega dokumentirati. Dihaj, uživaj, trust me, če sem jaz preživela, lahko tudi vi. Namaste. Zakaj še nisi v postelji? Zakaj ti še nisi v postelji? Ker sem odrasel moški z lastno voljo in ker sem ravno kaj izgubil zadnji stisk zobne paste umivalnik. Tako, da bo treba na suho. Ampak poglej, bivam zobe. To je zgodovinski dogodek. Čakaj, pokličem Zojo, da dokumentiram. Piči, ali bi nagalo? Luka. Kaj je? A si ti zadovoljen tukaj? A misliš v stanovanju, ki smo vi pokrili iz prejšnjega meseca, s Cimbo, ki misli, da je influencerka, in s kolegom, za katerega nisem prepričan, če je resničen ali AI? Ja, točno tukaj. Okej. En res moment. Iskreno, ne vem. Včasih se mi zdi, kot da smo samo del ene fikcije, ene serije ali gledališke predstave. So tukaj gledalci, ki nas gledajo in se sprašujejo, kaj se tukaj dogaja. Se sprašuje, a so oni to res vadili, da mi zdaj to gledamo. Kot da bo nekdo en dan rekel, okej, dosti je bilo tega študentskega reality showa. Zasrali ste in nas ugasnili. In nas vlogo v tovarno, za trak, med robote. Mogoče bova tudi midva ugasnila.
Strach me je, da bova tukaj za vedno ujeta v to stanovanje. A misliš, da bi šla na razen? Ne no, mislim, da je to realnost. Da ni treba imeti vsega razčiščeno, da veva, kam sva in kam treba. Mislim, da je dovolj, da imava zdaj. Ni treba imeti vsega splaniranega. Jaz ima vedno vse splanirano. Se pravi, da nočeš iti na razen? Ne no, rada te imam, ampak imam vse splanirano, a štekaš? Imam splaniran datum, kdaj jo dam diplomsko, vem, kdaj se bova poročila in koliko otroke bova imela, vem, kdaj treba čez 2 leti potovati in kakšne zaveze bodo v stanovanju, kjer bova živela. Ampak vsi ti načrti se lahko zaradi malenkosti porušijo in me razočarajo, prizadanejo. Če nimam načrtov, sem neuničljiva, nič me ne more več razočarati. Rada bi bila bolj kot ti, človek brez planov. Ampak Pija, človek brez planov potrebuje človeka s planom. A štekaš, ti si moja osebna planjarka, daješ mi namen iz dneva v dan, občutek varnosti, stabilnosti. Kako pameten sem včasih. Ja, čustveno ranljiv brez načrtov. Ampak ja, točno o tem ti govorim. Vedno iščem najbolj popoln način življenja. Moja mama mi je vedno vijala idejo o tem, kako se je treba živeti. In mislila sem, če se držim teh pravil, bo uspelo. Če sem odlična, bo okej. Če sem lepa, sem okej. Če pridem na psihologijo, sem okej. Ampak zdaj se sprašujem, kaj sploh pomeni biti uspešen? To stanovanje definitivno ne kaže uspeha. A je Zoja uspešna s svojimi sledilci? A je moj fotor uspešen s svojimi podjetniškimi podvigi in s svojim najcenejšim Rolexom in svojim najcenejšim Mercedesom na trgu? Pija, malo me strašiš, malo si pa tudi seksi, ko dvomiš o sebi. Polušna si, ljubša se mi. A me ti sploh poslušaš? Ja, oprosti, veš, da ne prenesim čustev. V bistvu rada bi živela zdaj in ne za potem. A razumeš? A lahko tem zdaj še vedno kdaj ignoriramo tvoje sezname hišnega reda? A lahko vsi skupaj še ignoriramo tisti krožnik, da vidimo, kaj se zgodi? Če kdaj dejansko prebereš moje sezname, lahko. A motim? Sam filozofirala o življenju. Aha, zdaj si še ti začela filozofirati. Kantov kategorični imperativ nakazuje na to, da nas filozofija vodi od nevednosti in egoizma k avtonomiji in univerzalni morali. No, jaz grem na balkon, galen zrak. A si okej? Ja, samo malo glava me boli. Preveč mislim. Pa pogrešam sobo, kjer je samo moj nared. Jaz pa sem šel ven zalit rožo, ker delam en update in to traja, veš, lahko pol ure ali več. Aha, ja. A boš čaj? Če ni iz mikrovalovke, potem ja. Mikrovalovka je danes zagorela. Dobila burnout. Prva elektronska naprava, ki je čustveno razpada v tem stanovanju. To pa je bilo skoraj cute. Mislim, da se Nika bolje povezuje z ljudmi kot ti in je 15. Pa še bere več od mene. Pa
pa manj jamra. Ok, to je zdaj že žaljivo. Rada te vam šocej. Hey guys, dobrodošli nazaj k Yoga with Zoja. Danes z mano trenira tudi Pia, najboljša stanovalka na svetu. Love you girl! Kaj je začetnica, bomo danes naredili en čist beginner style workout. Vem, da si je to že marsikdo želel, tako da let's begin. Če ste pa živeli do konca, bravo! Zdaj pa pojdite spiti kozarec vode in si dajte virtualni high five. Pa ne more biti spet dostava. Kdo kaj naročil? Erika ni tukaj. Luka? Ja, nisem. Tadam, fotrkne! Fotrkne! Kje ste moje princeske? Oči, kaj delaš tukaj? Ja, mislil sem, da pridem na obisk, popijem kavico, gledam, da ste vsi živi, a moj fleče stoji, potem grem pa naprej na en coaching sestanek, multitasking skozi, kot naučim na svojem tečaju, poskrbi zase, za družino in potem za biznis. Veliko nazivov imam v življenju, a najbolj pomemben je pa naziv oče. Evo me! To je zlato. Kaj se dogaja tukaj? Kaj ustvarjate? Kaj se učite? A kaj kadite jointe, a? Malo lahko za ustvarjalnost. Kje ste skrili droge? Nič ne voham. A? A? A se reče konju, a? Ni panike, kamnali ste za to foro. Gledal sem Telex, da ste vi mladi, emocionalni odklopljeni. Samo stremite, a? Ok. Vse ok. Pia, rekla si, da si v študijskem flowu. Ja, ravno pišem esej o vplivu urbanega kaosa na mlade ume. Bravo, odlično, akcija. Če pa kdaj rabiš še navdih, lahko ti pošljem eno svojih online predavanj o emocionalni stabilnosti v 5 korakih. Posnel sem ga med korono. Ivna ima barvne grafe, a ti pošljem link. Veš, oči, jaz sem že Bam, imaš že na oce. Jaz sem že na koncu. A bi raje Viber, TikTok, Instagram. Oči, Bam, foto reši oči, tik pred rokom. Veš, mentalno zdravje je dan danes na prvem mestu. Končno. oči, Kaj? prosim. Tudi jaz imam graf. Kaže, kako hitro se moja motivacija spušča, če nekdo preveč ne odluči nad samim seboj. Luka, vedno duhoviti. In kaj študiraš, če se smem spomniti? Študiram življenje. Zdaj ravno pišem o občutku izgube orientacije v odraslem kaosu. A si kadil joint? Zato sem pa jaz tu, da vam pomagam, da vas vrnem na tirnice, red, disciplina in jutranja rutina. Vstanemo v 5, gledamo v sonce, vsaj 5 minut, brez izgovorov. Nato pa telovadba, tudi brez izgovorov. Mrzo tuš, pum, melatonin pokuren, energije imamo nazaj. Poslušal sem en podcast, na poti sem. Kdo ima voljo za joint? A lahko tudi mi, freelancerji, pridemo na vaše delavnice? Imam 2500 sledilcev. Če imaš dober urnik in jasen namen, si moja ciljna skupina. Hej, spekel sem, poskusil sem speči nekaj. In to si ti.
Ma oči, pa saj veš. Jaz, Erik, študent računalništva, Cimel od Luke Prijatelj. Ti si ta fant, ja? Računalniški genij, ja? Kaj si? Front-end, back-end? A se kaj bojiš? Umetne inteligence? They took our jobs! Compiler. Kaj? Nisem še šel na noben izpit. Kaj? To je bilo izrečeno neverjetno mirno. Erik ti faloti. Zenovskop. Nisi šel na izpit? A zakaj pa ne, pa saj si vpisan? Tehnično ja. Mentalno ne. Pija, to je pa res hujši, kot sem mislil. Odpovedal bom sestanek, bodo razumeli. Pomagati moram prijatelju v stiski. Pam! In je že predstavljen za 50 minut. To je namreč čas, da pomagaš prijatelju v stiski. Toliko imamo ljudi deep focusa. Dovej, sine, povej, kaj te muči? Ok. Še jaz moram nekaj priznati. Očitno je zdaj trenutek za to. Lani sem se odločila, da grem za pol leta ali celo 1 leto na Erasmus. Sama. Prijavila sem se in dobila štipendijo. Ful sem odlašala s tem, da komu povem, ampak potem je postalo vedno težje. Pija, a v Štokholm do tega Liama, pa brez zavere. Pa ne ta mala, Liam je Istanbul, pa saj samo Frenja, še z Luko se štekata. V Ljubi grem, tam je en res cool fakt za psihologijo, pa še praksa znam. Ja, ampak kaj pa Luka? No, sej, to je pa kar künč moment. Grem na sprehod ali nekaj. Luka, vem, da ni idealen trenutek, vse ti bom razložila. No, grem se v Štoreko. Hecam se, no. Zoja! Sorry, piči, tule je good content, no shade, lofijem se. Prosim povej, da si ti še okej, ma ti si še otrok. Jaz sem popolnoma okej, ampak mislim, da imam že nekaj simptomov izgorelosti, sploh ko gledam tole ramo. Ja, vi ste kot ena majhna komuna. Pija, z Luko se morata pogovoriti na 4 oči, jaz kot instruktor za problem solving. Res, hvala za vse svoje nasvete, ampak mislim, da bi bilo bolje, če te greš. Rada te imam, ampak se slišiva. Ja, razumem. Tako te namreč mladina vrže iz lastnega stanovanja. Ko sem bil v Jugoslaviji, sem bil v študentskih domovih. Vsak teden, vsak vikend sem se vozil iz Ravno, čez ovinke. Vi imate pa stanovanje v centru. Samo rečem, lepo vam je. No, se mi zdi, da ni pravilni trenutek za lekcijo. Se opravičujem. Mislim, da bom kar šel. To je too much. Fak, drama, preveč zame. Erik, a mi pokažeš lazerski meč, a kaj že? Lazerski meč, tisti od Darth-Vaderja? Ja. Res sploh nisi vedela, kdo je to? Ja, da. Ja, in ta krožnik bom vzel s sabo. Se mi zdi, da se ga ne da več čistiti. Luka, Nate. Pija, saj veš, rad te imam. Ampak imam stranke, ki me potrebujejo. Če pa kdaj rabite na svet, veste, kje me najdete. To bo odličen caption. Naš oči, spontani TEDx na domu. Zoja, kaj pač cool content, no shade. Luka. F, to da, O, to da, T, to da, R, fotrkle. Kje ste moje princeske? A kaj karite jointe, a? Kje jih skrite?
red, disciplina in jutranja rutina. Vstanemo ob 5, brez izgovorov, na to gledamo v sonce, vsaj 5 minut, potem pa telovadba, tudi brez izgovorov. Mrzo tuš, pum, prvi zase, za družino in potem za biznis. Foto reši vči, tik pred... Soja! Nisem še šel na noben izpit. V Leuven grem. Tam je en res cool faks, pa še praksa zraven. No, hecam se no. Grem se vrš to rekel. Kadabra in je že predstavljen za 50 minut. To je namreč čas, da pomagaš prijatelju v stiski. Imaš dober unik in jasen namen, si moja ciljna skupina. Pomivalni stroj deluje in ni zapacan in ni pokvarjen. Tudi jaz še delujem in še nisem čisto pokvarjen. Veš, da sva danes po dolgem času samo ti in jaz? In zvok pomivalnega stroja, tako terapevtsko. Veš, včasih me je groza, da bom stara 30, še vedno razlagala Eriku, kako se kuha jajca. Jaz se pa včasih bojim, da bom ostal tukaj, s tvojimi popadnimi načrti in s tvojimi ostanki seznamov. Ti boš pa šla naprej. Ne bom pustila seznamov. Lažeš. Menoj grejo. Lažeš, zavedno bodo tukaj. Ampak jaz ti nisem dolžna biti zavedno. In ti meni tudi ne. Ampak zdajle sem zelo vesel, da si tukaj z mano. In s pomivalnim strojem. A se tudi ti včasih potvarjaš, da si že odrasel? Ne, jaz sem se odločil, da bom odrasel čez 2 leti. Tako postopoma, po pogojih. Jaz sem včasih čisto okistil, da sem še otrok. Ampak potem pridejo stvari, razmišljanja, pritiski in naenkrat ne veš več, kaj si. Jaz sem šel 3-krat na sprejemni izpit za računalništvo. Prvič sem zaspal, drugič pozabil osebno, tretjič sem šel in zatajil. In zdaj? Zdaj igram League of Legends, malo kuham in poslušam, kaj pravijo ljudje kot ti. Hvala, da si prijazen z mano. Ne počutim se več kot obiskovalka. Ker nisi. Si stanovalka z začasno pogodbo. Samo da povem, če bo kdo delal čaj, lahko meni je gledati in... Kako cute sta. Naredim eno fotko? Pusti Zoja, nič storija. Enostavno bodi tukaj. Okay. Bi šla na balkon? Veš, da si to prvič rekel, brez da omeniš kakšno metaforo o oblakih ali propadu civilizacije. Nisem še končal današnje kvote. Na obzorju vidim refleksijo, družbene desorientacije. V krožniku, ki je zdaj čist. A bosta preživela? Pijaj goat. Ona ve, kaj dela. Kar nekaj parov poznam, ki so Erasmusu vega. Jaz ne bi šel niti v Künsthof na Erasmus.
Dove? Grem. Ampak samo za pol leta. Pač me lahko itak obiskuješ, kadar hočeš. Imela bom sama svojo sobo. Ampak na Marsu verjetno ni toliko cimrov. Tak, tudi verjetno ni toliko umazane posode. Ampak verjetno tudi ni toliko tebe. Lepo povedano. Tudi jaz grem. Nekam. Kam? V knjižnico. Začel bom z diplomo. Resno. Brez sarkazma. To zveni nevarno odgovorno. Sej vem. Grozljivo. Hej, če kdo rabi priklet, ga prodajam. Grem na novo lokacijo, boljša svetloba, boljše zgodbe. Zato se seliš? Ne, selim se, ker imam dovolj tega okna. Izgubljam engagement. Seli se, ker se algoritem dolgo časi. Točno, ampak zanimivo je bilo biti v tej seriji. Hvala, ker ste bili čustveni, čudaki, tiho srčni, ful dober material. Pogrešam vas bom. In če bo kdo napisal scenarij, naj se naslov glasi Drama na 100 kvadratih. Pogrešam vas bom. Povejta mali, da se dikava in Erik itak še 14 dni ne bo opazil, da me ni. Bye! Ciao! Uba je že spodaj. Oh, si že spakirala? Ja, ampak pustim tale zvice tukaj. Našla sem ga pod mizo in začela sem pisati. Lahko ga nekdo nadaljuje. Jaz ga bom, da malo vadim pisanje na roko in za malo samorefleksije. Ja, tak, appreciation diary. Ljudje so grozni, ampak zanimivi. A veste, bolj kot sem datim tukaj odraščala, manj mi je bilo strah tega, da bom res odrasla. Ne vem, ali je to kompliment ali opozorilo. To je najlepši možni kompliment. Emerging adulthood se temu reče v psihologiji. So, zdaj pa idi, Uba čaka. Moram piti, Greš? ampak bomo okej? Če pomivalni stroj preživi, bomo sigurno še kak mesec, okej?